Ime leta 2025. Na valu 202. Sta kardiovaskularni kirurg in otroški kardiolog iz ekipe izjemnih strokovnjakov, ki je pri le pol leta starem otroku uspešno izvedla zelo zahtevno in izjemno redko presaditev srca. Ime leta 2025 sta Južk Šela in Gorazd Mlakar. Južk Šela in Gorazd Mlakar, najprej seveda iskrene čestitke. Najlepša hvala. Kot lahko slišite, je v avli pediatrične klinike, od koder se oglašamo kar prijetno in prešerno vzdušje, kako tudi ne v tako eminentni družbi osvojiti laskavi naziv ime leta na valu 202. Res ni kar tako, tule je zbranih tudi nekaj članov nekajkrat omenjenega tima Univerzitetnega kliničnega centra, brez katerih teh neverjetnih podvigov, mejnikov, prebojev v slovenskem zdravstvu, v medicini ne bi bilo. Ne bomo tajili, da gre za veliko presenečenje, v izogib logističnim težavam smo vama, Juš in Gorazd, končne rezultate glasovanj finalistov, ki ste med seboj izbrali ime leta, sporočili vnaprej, ampak ponos in zadovoljstvo pa verjetno kljub temu nista prav nič manjša. Res je, torej najprej najlepša hvala vsem poslušalcem radija oziroma vala 202 in seveda vsem protikandidatom, ki so na koncu glasovali za ime leta in jo tudi izbrali. Seveda gre za vrsto fantastičnih posameznikov, ki vsak predano in z ogromno entuziazma opravljajo svoje delo in svoje poslanstvo, tako da je v bistvu lahko prav ponosni oziroma nam je prav veseli, da so te v bistvu posamezniki prepoznali to recimo ta nek zanos in to pomembnost tudi našega dela in jo na koncu okronali z tem nazivom. No, ker smo radio, moramo zdaj povedati, da je bil to dr. Kšela, zdaj pa še dr. Mlakar. Ja, vsekakor, jaz se pridružujem Juševem mnenju, to je res neko zelo veliko priznanje celotni naši ekipi. Naša ekipa je v bistvu zelo velika, obsega skoraj 100 ljudi različnih specialnostih na različnih profilov in smo res sprejemamo to veliko čas z ponižnostjo in veliko zahvalnostjo. Ja, predstavljam si, da je za vas največje veselje, ko tako kot s to transplantacijo srca malemu Valentinu rešite življenje, čeprav je to vaše poslanstvo, vaš poklic, ampak v teh časih, ko ljudje tako težko rečemo čestitam, izrečemo pohvalo, pa verjetno vseeno zaigra srce ob spoznanju, da ljudje cenimo vse vaše napore. Zdaj govorim seveda o množini zaradi že prej omenjenega tima, kajti res vas je veliko, ki ste zaslužni za vse te preboje. Ja, to je vsekakor. Moram res reči, da je nam to pogrelo srce, ker v zadnjem času ali pa že nekaj časa smo predvsem navajeni, da v medijih prebiramo predvsem kritike. Pohvale pa bolj redko. Ampak truda, ki ga mi vložimo v zdravljenje otrok, je, verjemite mi, zares veliko. Ja, ta vrhunskost, ki jo v bistvu srečujemo v kliničnem centru, pa nasploh v slovenskem zdravstvu praktično na vsakem koraku, je včasih mogoče slabo videna ali pa neopazna. Gre za vrhunskost ne samo na nekih kirurških, internističnih, pediatričnih oddelkih, pač pa tudi na diagnostičnih, laboratorijskih. Praktično vse službe morajo biti vrhunske, zato da se na koncu sestavi neka vrhunska zgodba, ki je seveda možna v takšnih ustanovah, kot je Ljubljanski klinični center, pa tudi druge vrhunske ustanove v državi. Tudi o tem bomo v nadaljevanju tega pogovora, zdaj pa preden nadaljujemo. Tule je portret, ki ga je kolegica Veronika Gnezda pripravila v začetku leta, ko sta dr. Kšela in dr. Mlakar postala ime meseca februarja in predlagam, da kar poslušamo ta portret. Zanimiv portret. V široki ekipi izjemnih strokovnjakov iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in pediatrične klinike, ki je le 6 mesecev staremu Valentinu z uspešno transplantacijo srca rešila življenje, sta sodelovala tudi Južk Šela in Gorazd Mlakar.
kardiovaskularni kirurg in otroški kardiolog. Za oba lahko rečem, da sta izjemna strokovnjaka, predvsem pa tudi dobra človeka. Malega pacienta je prvi spoznal Gorazd Mlakar, vodja službe za kardiologijo na pediatrični kliniki. Tako je posumil, da ne gre za okužbo dihal in dečka uvrstil na transplantacijski seznam. Imel je težko nalogo, da starše seznani z Valentinovo neozdravljivo diagnozo. Tako se tega trenutka spominja dečkova mama Sonja Kolenc. Spominjam se, da sem takrat, ko je povedal, kakšno je stanje, v popolnem obupu ga prosila, naj nama pozdravi otroka. Rekel je, da bodo naredili vse, kar lahko. Tako je sklical kolegi in so naredili nek načrt zdravljenja. In po pravici povedano je, te pravilne odločitve, ki so bile takrat sprejete, so razlog, da Valentino še živi. Če bi morala opisati dr. Mlakarja z eno besedo, bi rekla, da je predan. Velikokrat sem imela občutek, da je ves čas na kliniki, tako da spominjam se tudi, da v tem času, ko smo bili hospitalizirani, si je dr. Mlakar zelo poškodoval roko in je kljub temu postavil delo in zdravljenje otrok pred sebe, pred svoje zdravje. To je ena taka velika stvar, ki meni pove o človeku, kako je srčen in predan. Tako da jaz sem njemu večkrat rekla, dr. Mlakar, vi ste kot en angel varuh tukaj na kliniki. Po enem mesecu se je fantku stanje tako poslabšalo, da mu je odpovedalo srce. A na srečo je mehansko podporo potreboval le 2 dni. Presaditev je opravil glavni kirurg z kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja kirurške klinike Juš Kšela. Kot pravi Sonja Kolenc, dokler niso našli donorja, niti niso razmišljali, kdo bo tisti, ki bo operiral otroka. Ko pa smo na srečo dobili donorja in dobili srček, potem pa je bil prvo vprašanje, kdo bo operiral Valentino Tane. Takrat nama je zdravnica povedala, da bo operacijo vodil eden najboljših kirurgov, človek, ki skoraj nikoli ne zapusti klinike. Prav moj stik nikoli ne bom pozabila trenutka, ko je dr. Kšela prišel po operaciji do te izolacijske sobe, kjer je ležal Valentino. In mi je ta medicinska sestra, ki je bila v meni, je rekla, kirurg je pred vrati. Tako da jaz sem v bistvu, ko je vstopil, sem se mu iz srca zahvalila, on pa je ostal popolnoma skromen in rekel, da to je naše delo. Čeprav to delo res ni poklic, ni samo poklica, ne. To je popolna predanost, to je odločitev, da boš v vsakem trenutku pomagal sočloveku in to se tukaj res v prvi vrsti zelo občuti in opazi. Za uspešno transplantacijo srca, te so pri tako majhnih otrocih zelo zahtevne in izjemno redke, stoji številna ekipa zdravstvenih delavcev, ki je od začetka pa do konca sodelovala pri zdravljenju in transplantaciji srca malega Valentina. Kot pravi Marko Pokorn, strokovni direktor pediatrične klinike, so bile pri dečku ves čas medicinske sestre. Staršem pa je bil enoti za intenzivno terapijo na voljo tudi klinični psiholog. Sodelovali so zdravniki različnih strok, kardiologi, srčni kirurgi, anesteziologi, pediatrični intenzivisti, perfuzionisti in močna ter utečena ekipa transplantologov, ki se že več kot 15 let ukvarjajo s presaditvami srca. Vključen je bil tudi Slovenija Transplant. To je res ekipa 50-60, če ne še več ljudi, ki so dejansko vse dni v letu, pač katerikoli dan v letu, pa ne glede na to, ali je to po dnevi, po noči, sposobni ponuditi vrhunsko medicinsko oskrbo in tudi neko človeško podporo bolniku in njegovim bližnjim. Bi z enim stavkom lahko rekla, da to so velikani. Glede na to, da je to ekipni uspeh, da bi bilo morda najbolj prav, da bi bilo ime tedna oziroma ime meseca, ali pa mogoče, če bo sreča mila, ime leta, Univerzitetni klinični center Ljubljana.
Ja, dr. Jušk Šela in dr. Gorazd Mlakar imeni leta 2025 na Valu 202, če nadaljujem kar pri zadnjih besedah dr. Pokorna, ki je bil malce Nostradamusa. Ekipa, ki jo tudi sama neprestano omenjata, brez katere ne bi bilo takšnih podvigov ali kot smo slišali kar za enobesedno zvezo Univerzitetni klinični center Ljubljana. Že prej sta načela to temo, takšna transplantacija srca je pri nas verjetno mogoča le v javnem zdravstvu. Absolutno. To je nek program, ki je povezan z mnogo sodelujočimi deležniki in z v bistvu enormnimi stroški. Tako da nekaj takega se v naši mali državi lahko privošči samo neka taka inštitucija, kot je klinični center. In če gremo s to perečo in bolečo problematiko naprej, kako pa gledata na prizadevanja za ohranitev javnega zdravstva na eni in tendence, želje nekaterih po še večji privatizaciji na drugi strani, vaju kaj boli vse to, kar slišimo, beremo o aferah, o odhodih, o umetno ustvarjenih čakalnih vrstah in tako naprej? Jaz sem trdno prepričan, da večina Slovencev želi, da zdravstvo temelji na enih zelo jasnih postulatih ali pa na enih jasnih vrednotah, kot so vzajemnost, solidarnost, javnost tega sistema. In v državi, kakršni živimo, z materialnimi možnostmi, kakršne imamo, je povsem jasno, da lahko samo vzajemno in javno zdravstvo, ki temelji na solidarnosti, ponudi izjemno drago in logistično zahtevno medicino. Torej, brez močnega javnega zdravstva, to je treba vedeti, ne bomo mogli dosegati takšne vrhunskosti, kot smo jo do sedaj uspeli in upam, da jo bomo uspeli tudi vnaprej. Torej, zdaj na kak način v družbi doseči te vrednote, je seveda stvar nekih multidisciplinarnih timov, najbrž tudi zdravnikov, politikov, ekonomistov, pravnikov, ki bodo to uspeli v neke pravne, formalne okvire spraviti. Ampak brez teh osnov mislim, da vrhunske medicine, kot jo imamo danes, ne bomo mogli vzdrževati, zaradi tega, ker se tega ljudje enostavno ne bodo mogli privoščiti. To je tako draga medicina, da brez vzajemnosti absolutno teh vrednot ne moremo gojiti. Ja, težke teme, pa bodimo bolj vedri. Od leta 2009 je Slovenija v vrhu po številu presaditev na število prebivalcev in tudi po uspešnosti, torej po preživetju pacientov. Za tem ugledom se zagotovo skrivajo leta in leta prizadevanj in kopičenja znanja. Res je, Slovenija je predvsem od vstopa v Eurotransplant dosegla izjemne rezultate, ki so posledica izjemno predanega in ciljanega dela velike skupine ljudi. Seveda je tu treba na prvem mestu omeniti prezgodaj preminulega profesora Vrtovca, ki je z kardiološke strani ustanovil Center za transplantacijo srca, in docent Kneževiča, ki je na kirurški strani vzpostavil to dejavnost. In seveda po prezgodnji smrti profesora Vrtovca so zdaj njegovi kolegi vstopili v te velike čevlje in uspešno vodijo ta center naprej in res z veseljem lahko trdimo, da smo tudi v letošnjem letu uspeli ponoviti številke, ki jih dosegamo v zadnjih letih in v bistvu zdravimo rekordno število bolnikov z dokončnimi oblikami srčnega popuščanja, bodisi za transplantacijo srca ali pa z implantacijo mehanske cirkulatorne podpore. Doktor Mlakar, angel varuh, kot smo prej slišali, je najtežji del vašega poklica cmok v grlu ob prenašanju slabih, šokantnih novic, diagnoz staršem, kot je bila prej slišana mamica Valentina? Ja, ampak morate pa računati, da na eno slabo novico jih povemo še 10 zelo dobrih, tako da to nekako tehta to. Tako da moram reči, da rad upravljam to delo. Ja, to pa zagotovo, to pa vidimo v očeh
tudi poslušalke in poslušalci Vala 202 lahko verjamete na besedo tudi v tem trenutku. A pa se kdaj ob takšnih primerih, ko gre za transplantacijo srca, recimo ujamete v tej dvojnosti, v razmišljanju, da je na eni strani velika žalost ob izgubi, na drugi pa prav zaradi te žalosti obstaja upanje, na koncu tudi veselje, pa neizmerna sreča? Ja, vedno, prav vsakič. Ta sreča je vedno ravno zaradi tega grenka sreča. Ja, nedvomno gre za eno najbolj humanih dejanj, ki ga nek posameznik lahko stori, to je, da svoje organe po smrti daruje in se zato odloči bodisi pred smrtjo ali pa se zato odločijo svojci po bolnikovi smrti. Seveda je v celi tej logistični zgodbi tudi razmišljanje o tej sreči, hkrati seveda na naši kirurški strani z razmišljanjem o tehničnem poteku, zato da ta poseg, ki je logistično in operativno zahteven, poteka brez težav. Seveda se moramo po vsakem trenutku zavedati, da je nažalost donorski program omejen, torej mi imamo vedno premalo donorjev, potrebe po organih so bistveno večje, kot je ponudba, in zato je hkrati tudi prisotna neko razočaranje, ker nažalost po vsem našim bolnikom tudi ne uspemo pomagati, čeprav bi takšno zdravljenje potrebovali. Ja, nažalost, ja. Doktor Kšela, prej smo slišali, da ste človek, ki skoraj nikoli ne zapusti klinike, torej vaše delo, vaša popolna predanost je res več kot samo poklic. Ta poklic sploh lahko imenujete služba, zdaj vas vidimo v bojni opremi, po tem pogovoru, po tej prireditvi greste nazaj v operacijsko dvorano. Ja, res je, zdaj dostikrat rečejo, da je delo kirurga stil življenja, ne sam poklic, in najbrž je to res. Jaz verjamem, da je večina Slovencev zelo delavnih, ampak da imajo nekateri to srečo, da mogoče lahko svoje delo odnesejo domov, pa še doma kaj postorijo za službo. V kirurškem primeru je to malo težje odnesemo bolnika domov, zaradi tega je treba v operacijski dvorani preživeti vse te ure in nadure in v bistvu zagotavljati to, za kar smo tu, kar je naše poslanstvo, torej da poskušamo pomagati našim bolnikom v možnostih, ki jih pač imamo. Ja, odlično iztočnico ste dali. A nosite službo domov? Pa zdaj ne mislimo, da bi paciente odnesli domov, ampak verjetno je nekje treba narediti res, drugače ne gre, da bi še doma neprestano razmišljali o pacientih, o diagnozah. Lahko presekate? Lahko presekamo, ampak kot je rekel kolega Kšela, je to v bistvu način življenja, tako da to te vedno nekako spremlja tudi domov. Ampak mogoče ne na nek obremenjujoč način, tako da bi to predstavljalo neko oviro. No, to bomo po pogovoru se še kakšno minuto pogovarjali, da nam poveste, kako to spremeniti v neobremenjujoč primer. Sistemu liter gre liter, kot pravimo, več ne gre, tako da nekje morate tudi vidva polniti baterije, ne? Imate kakšne posebne hobije, kako to delata? Doktor Kšela najprej. Ja, jaz včasih rečem, da je delo kirurga mogoče najlažje opravljati, če se hobi in poklic združite. Zato se mi zdi, da je zgodba najuspešnejših kirurgov takrat, kadar sta te dve zadevi sklopljeni in v bistvu kot pri modelarjih, ki kar pozabijo na uro in ure sestavljajo modelčke, tako je včasih pri kirurgih, ko kar pozabijo na uro in potem dolgo v noč operiramo. Tako da bi na nek način lahko rekel človek, da kadar imaš to srečo, da združiš hobi in poklic, je najbrž bistveno lažje opravljati vse te ure in nadure, ki so pred nami. Kako ste pa vi s hobiji, doktor Mlakar? Šport pomaga, dobra knjiga pa tudi. Dobra knjiga je lahko tudi včasih medicinska knjiga. Sem ravno hotel reči, da verjetno raje kakšno kriminalko vzamete v roko ali pa leposlovje, pa tudi tu ne gre. Torej, smo pred prihajajočimi prazniki, verjetno se mnogi sploh ne zavedajo, da je ekipa, brez katere takšnih presaditev, kot je bila transplantacija malega srčka pri Valentinu, ne bi bilo v bistvu pripravljenosti vsak dan, 24 ur na dan, ne glede na praznike. To verjetno ni le fizično, je tudi psihično naporno, verjetno pa se človek tega mora navaditi, drugače tega dela, tega poslanstva ne bi mogel upravljati. Pa zdaj ne govorimo samo konkretno o vajinih nalogah, ampak o tem širokem, velikem timu.
Ja, če človek pogleda Tadeja Pogačarja, kako z lahkoto, enega od najnih nasprotnikov danes, kako z lahkoto prekolesari vse... premagala, seveda. Ja, kako z lahkoto prekolesari vse najvišje vrhove Francije, potem ugotoviš, da se očitno da vse natrenirati in tako je tudi v našem primeru. Seveda je obremenjujoče, ampak človek se vsega natrenira, vsega navadi in enako je za to ekipo, ki pa seveda z veseljem vidi, da se kdaj podeli tudi priznanje za to neizmerno delo, ki običajno ostane neopazno nekje za 4 zidovi kliničnega centra in ljudje sploh ne pomislijo, da nekje v ozadju 24/7 potekajo te dejavnosti in rešujejo življenja tudi ob najbolj nemogočih urah in ob najbolj nemogočih trenutkih. In zato sem še toliko bolj vesel, da smo lahko to osvetlili tudi danes in verjetno tudi tale publikum tule v avli pediatrične klinike. Kakšni bodo vajni prazniki? Delavni. Delavni, v službi? Ne, jaz grem na dopust. Tako da bom šel malo smučati. Ja. Smučate torej. Eden od hobijev, tisti pod razdelkom šport. Preden se poslovim iz avle pediatrične klinike, drugega včasih ali pa skoraj da vedno, kot smo slišali, celo prvega doma otroškega kardiologa Gorazda Mlakarja in kardiovaskularnega kirurga Juša Kšele, in preden se poslovi leto 2025, po čem poleg današnje zmage v glasovanju za ime leta vala 202 si boste pa vidva najbolj zapomnila leto, ki se počasi poslavlja. Lahko je tudi povsem osebno, ne samo službeno, čeprav, kot smo slišali, to se prepleta v vajnem primeru. Meni je v spominu ostalo predvsem vrhunskost kolegov, ki so na ostalih področjih dosegali zelo odmevne uspehe znotraj zdravstva, ne samo v Kliničnem centru Ljubljana, tudi v drugih ustanovah v Sloveniji. In mogoče je tudi to prilika, da jih danes na nek način osvetlimo in tudi njim damo veljavo. Torej, današnja izvolitev mogoče ni samo priznanje izključno naši ekipi, ampak mogoče vsem tistim posameznikom, ki v tem zdravstvenem sistemu uspejo dosegati tako vrhunske rezultate, in teh je bilo v letu 2025 kar nekaj, če se spomnimo sam tega iz zadnjih dni, ker je ekipa z pediatrične klinike uspela uvesti gensko terapijo, zdravljenje enega od najbolj redkih nevroloških sindromov, torej gre za fantastičen uspeh v svetovnem merilu, in teh uspehov je bilo še nekaj v letu 2025 in so prav navdihujoči in upam, da se bo v letu 2026 ponavljali. Preden slišimo še doktorja Mlakarja, doktor Kšela, če se ne motim, vam so letos goljufi ukradli identiteto in v vašem imenu oglaševali izdelek za čiščenje žil. Potem si ne boste zapomnili leta 2025. Na srečo teh javnih omrežij oziroma teh socialnih omrežij ne spremljam, tako da so me mogli iz zdravniške zbornice opozoriti, za kar sem zelo hvaležen, ampak ne, mislim, da ne bo to obremenjevalo spomina. Torej niste čistili žil? Ne. Doktor Mlakar? Jaz sem zelo ponosen na dve stvari letos, ki se v osnovi tičejo mojega dela. Eno je, da nam je uspelo na nacionalnem nivoju vzpostaviti kompletno obravnavo otrok s srčnim popuščanjem, vključno z berlinskim srcem. Te oblike zdravljenja do sedaj nismo imeli. Ta drugo pa je, da nam je uspelo organizirati mednarodno odmeven kongres o otroški kardiokirurgiji in otroški kardiologiji, kar je v bistvu premiera za našo stroko pri nas. Ja, super. Najlepša hvala še enkrat obema za tale pogovor. Čestitke vama in vajnim sodelavcem za laskavi naslov ime leta in čim bolj mirne praznike doma ali pa na smučišču ali pa v službi vam vsem skupaj želim. Okay. Hvala lepa. Vam, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, pa hvala za še eno leto sodelovanja in pomoči pri izbiranju tedenskih in mesečnih imen leta in s tem zbiranju sredstev za projekt Botrstvo. Ostanite srčni in srečni. S tonskim mojstrom Vjekoslavom Mikezom pa vas samo še lepo pozdravljava iz avle pediatrične klinike UKC Ljubljana. Pa še en aplavz za ime leta 2025. Hvala lepa. Ime leta 2025.